Preživeli smo 10 dni pod vladavino Luke Mesca in najbolj viden, bi spet radi vstal. In najbolj viden rezultat je bila največja zmeda v parlamentu v zgodovini Slovenije. Med večurnim glasovanjem o proračunu je koalicija gladko zavračala vse opozicijske amandmaje, složno so glasovali proti, dokler se pri amandmaju o 100-odstotni uskladitvi socialnih transferjev ni zgodilo tole. Navzočih je 64 kar naenkrat, poslank in poslancev, 34 jih je glasovalo za, 28 jih je glasovalo proti in ugotavljam, da amandmaja nista sprejeta. A sta, joj, se opravičujem. Se iskreno opravičujem. Ne, nimam napisan naprej, se iskreno opravičujem. Čakajte, jaz sem bil doma presenečen, enako kot gospa Klakočar Zupančič. Nima Golobova koalicija 53 poslancev. Kam je pol zginil 25 glasov proti amandmaju opozicije? Kaj mislijo v Gibanju Svoboda? Ne vem točno, v kateri državi, bila Danska, Nizozemska ali Norveška. Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju. Dobro. Kaj se smejite? To je jasna stvar, to razumem. To je kozmični dež, to je tisti dež, ki vpliva na glasovalne naprave v parlamentih. A ni to vsem jasno, kaj je kozmični dež? Pa dežnikov niso imeli. Dežnikov niso imeli. V glavnem, k vragu je šlo vse skup. Zdaj, me pa vsem zanima, če obstaja še kakšna druga razlaga. Je pa ta sistem nekako povezan s tem ekranom. In vmes je, po mojem, nek program, ki teče na osnovi Windowsa. In tle smo opazili, da je medtem prišlo do posodobitve Windows sistema. Ja, čak malo, kaj zdaj? To tudi razumem, vsi vemo, kaj so Windowsi. Windowsi so tisti program v parlamentu, ki povezuje sistema med glasovalno napravo in monitorjem. Pa kaj smešno, če to res, no? To je dejanska slika z Wikipedije. In kaj na to pravijo v opoziciji? Videti je bilo, da jim je bilo smešno. Kakšna je diagnoza poslanca Reberška iz Nove Slovenije? Ko pa pridemo mi do amandmaja, ko je na vrsti glasovanje amandma, ki ureja 100% usklajevanje družinskih in socialnih transferjev, pa kar naenkrat naprave zatajijo. Pa koga vi farbate? Naprave delajo, ampak vi niste pritisnili gumbeka. V tem je problem. V gumbeku je problem. A je jasno? Kaj je gumbek, pa tudi vemo, ne? To je tista stvar, ki jo poslanci Svobode zgrešijo med glasovanjem. Če greste zdaj pogledat na Wikipedijo, to je gumbek. Se pravi, ne znajo pritisniti gumba na glasovalni napravi. Mislim, jaz bi poslance najprej tega naučil, ko pride v parlament. Ker to je njihova služba, to je vse, kar delajo, poleg Angry Birds na telefonu. Se je pa ena od poslank spomnila načina glasovanja, na katerega kozmični dež pa je nima vpliva. To je zelo zaskrbljujoče in ne moramo iti zdaj naprej s temi glasovalnimi napravami. Jaz predlagam postopkovni predlog, da od zdaj naprej na tej seji glasujemo z ostajanjem, tako kot poznajo nekateri drugi parlamenti, do konca seje. Glasovanje z ostajanjem, pošteno, ne? Pa ker ste že pri tem, dajte namest protokolarnih vozil kočije vpeljati nazaj. Pa namest službenih laptopov dajte papiruse nazaj uvesti. Recimo, ne. A probamo tudi mi, če ste za to, da nadaljujemo oddajo, vstanite, če bi pa raje šli na pir, pa ostanite na stolih. Pir bi, publika bi pir, ampak ne boste plačeni, ste da ploskate. Ne me zajebavati. Zaradi kozmičnega dežja so sejo rajš prekinili, naslednji dan pa so res poskusili z analognim glasovanjem. Zdaj me prav zanima, kako je to šlo. Ker imamo očitno nam seštevek nekdo, ki prej ni bil navzoč, je zdaj glasoval. Ponovno ugotavljamo navzočnost.
prosim, roke gor in jih imamo gor. Spet so imeli probleme, ni jim ratal prav prešteti se. A bom jaz, povejte vi, bom vas tako vprašal, a bom preveč žleh, če bom podvomil, da znajo vsi roko dvigniti? Ker ne vem, služba poslanca ne pride skupaj s pogoji za zaposlitev, pa je težko vedeti. Ne piše recimo bolonjska stopnja izobrazbe, sposobnost dviga roke, vse splošna orientacija, da hodi, da pride v parlament, veš. Če ne zna hoditi, ne more v parlament priti. Tako dolgo so mogli roke gor držati, da jih začeli ful boleti in so ful zašvicali in pa so šli domov. Mene samo zanima usoda opozicijskih amandmajev, ki je državni zbor vrgel s tira. Po 2 dneh dvomov, ali je bilo sredino glasovanje o amandmajih opozicije veljavno ali ne, se predsednica državnega zbora odloči, da ga bodo ponovili. Torej, gospa predsednica dokončno sprejela, da je bil za zaplet kriv kozmični dež, je pogledala kozmično vremensko napoved. Jasno vreme. Je sklenila, da je ponovno glasovanje dovolj varno. Opozicijski poslanci odločitve pa niso najbolj prenesli. Sram vas ne bo. Celotna opozicija protestno zapusti sejo, a to ni nič nenavadnega. Seveda ni nič nenavadnega, ker so bili prepričani, da se bodo koalicijski kolegi v 2 dneh uspeli prešteti in tokrat enotno glasovati proti njihovem predlogu. Ali pač. Zato pa je bilo popolno presenečenje to, kar je sledilo. Navzočih je 53 poslank in poslancev, vsi so glasovali za in ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta. Se pravi, v sredo je bil rezultat glasovanja isto za, 34 proti 28 za amandmaje opozicije in je bil v Svobodi razpad sistema. V petek pa je bil rezultat glasovanja spet za, ampak tokrat pa s vsemi 53 glasovi. Brez proti. A je to samo meni nelogično, a pa v Svobodi ne priznavajo rezultatov glasovanj, kjer niso 100% enotni? Vi meni povejte, ker ne vem. Ker bi rad vedel, ker ne vem. Zaradi kozmičnega dežja in povezanih nevšečnosti je premier Golob končal bolniško in se v ponedeljek vrnil v službo. A ga je na delovni mizi ob vsej drugi pošti in dokumentih dočakala tudi sveža raziskava javnega mnenja. Podpora vladi je padla 3. mesec zapored. Prvič doslej nasprotuje več kot polovica vprašanih, tako kaže raziskava Mediane, ki jo je upravila za Pop TV. Vlado podpira le še 28,4% anketiranih. Močno se je povečal delež tistih, ki vladi nasprotujejo, saj je ta pri 55,4%. To so ti ponedeljki v službi. Imate radi ponedeljke? Nikoli ne prinesem nič dobro. Jaz recimo preventivno na TV hodim samo v petkih. Včasih imajo ponedeljki posledice do četrtka. Ni fajn. A veste, kako bi izgledala ta oddaja, če je bila v ponedeljek? Pač neki so se, kregali so se lahko noč. Zato smo strokovnjaka vprašali, ali ima kakšen nasvet za Roberta Goloba. V politiki je zelo pomembno, da imaš mirne živce in suhe gate. Mirni živci in suhe gate. To je hkrati tudi dokaz, da jaz ne bi nikoli mogel biti politik. Nadrkan pa zascan. V glavnem, suhe gate niso problem, pač greš po plenice za odrasle. Malo težje z živci. No, obstaja ena tradicionalna metoda zdravljenja za pomirjanje napetih živcev. Zdaj, problem je samo, če si politik in te po umirjanju živcev ustavijo policaji. To je problem, pa moraš nepreklicno odstopiti z funkcije. Pa tudi, če ti reče, da Mediana, da si car, pa da si kralj. Ne pomaga. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.